V soboto je v Dubrovniku potekala svečana otvoritev in uradna predaja Centra za zaščito in reševanje Dubrovnik. Začetek celotnega sobotnega programa je bil že ob 12:30 uri, ko je v Dubrovniku potekalo odkritje spominske plošče v spomin na delovanja oddelka policije. Zatem je potekala tudi predstavitev knjige Dubrovniški orožniki, miličniki, policisti skozi zgodovino. Pot, po kateri smo domači gasilci in občani končno prišli do cilja, do lastnih prostorov oziroma objekta, v katerem so že urejeni prostori za gasilce, občinsko poveljstvo, civilno zaščito in policijo, je bilo zelo dolga in velikokrat na zelo veliki preizkušnji. Le malo je tistih, ki se še spominjate gasilskega doma v Piškese, pa prostorov v kulturnem domu in na koncu začasni prostori v stari občini. Ob praznovanju gasilcev v letu 2012 smo iskali ideje in rešitve na stari občini in že imeli prve skice projektov o novem gasilskem domu. Po preudarnem in modrem premisleku pa smo sprejeli odločitev o novem objektu in mu dali preprosto ime CZR Dubrovnik, Center za zaščito in reševanje Dubrovnik. Na tem mestu bi se rad iskreno zahvalil takratnemu vodstvu Madžarske samoupravne narodne skupnosti Dubrovnik, da so skupaj s člani sveta odločili, da se kip svetega Štefana preseli na župnijsko zemljišče poleg cerkve svetega Jakoba Starejšega. S tem pa se je lahko nadaljevalo projektiranje novega objekta kot prizidek kulturnemu domu. Zanimivi so bili pogovori, da ne rečem pogajanja o tem, kakšen naj bo novi objekt. Koliko naj ima prostorov. Na koncu je prevladala zdrava kmečka pamet in poenotili smo se za ravno takšen objekt, kot ga sedaj vidite danes tukaj pred vami. Težava je bila v zagotovitvi denarnih sredstev, saj se je iz prvotnih cirka 300.000 evrov projektantska vrednost je ta povečala na takratnih predvidenih 600.000 evrov. Vendar je treba takoj opozoriti na dejstvo, da se je delno upoštevala želja gasilcev za povečanje objekta, za ureditev zgornjih skupnih prostorov oziroma tistih prostorov za večnamensko dvorano. Prav tako smo v končnem projektu že dodali ureditev zunanje okolice, kar na začetku ni bilo planirano, in še povezava k obstoječemu kulturnemu domu, ter notranja oprema, katero smo delno tudi sofinancirali s strani Pomurske madžarske narodne skupnosti in krajevne skupnosti Dubrovnik. Seveda končna vrednost celotne investicije, denarna sredstva, prostovoljne prispevki občanov in donatorjev, prostovoljna dela in pomoč v materialu, tako sigurno presegajo vrednost 600.000 evrov. Denarna sredstva 500.000 evrov je zagotovila občina iz proračuna občine, ki so ga občinska uprava in člani občinskega sveta pripravili in seveda tudi korajžno potrdili. 22.000 evrov je bilo prostovoljno prispevku občanov in ustanov. Spoštovane občanki, vam iskrena hvala. Vsem se želimo iskreno zahvaliti, tudi tistim, ki so nas na drugi pozitiven način podpirali, da ne rečem spodbujali v naši ideji in gradnji objektov. Osnovna ideja o sodobnem objektu je bila podana od mladih domačinov Roberta Kadinar in Benjamina Grge. Projektanta Anton Kolarič in Nina Kolarič sta bila iz podjetja A3 Odranci. Izvajalec gradbenih del je uspešno izvedlo podjetje Dolinka iz Beltinec. Z svojimi podizvajalci, gradbeništvo Smej, Branšperger, Pomgrad in ostali. Zunanja okolica pa so uredili gradbeno podjetje Nograd. Danes Center za zaščito in reševanje nudi 1200 kvadratnih metrov lepo urejenih notranjih površin in cirka 2000 kvadratnih metrov zunanjih površin zelenice in parkirnih površin. Objekt ima garažne prostore, garderobe, sanitarije, pisarno za gasilce, v večnamenskem prostoru pa je pisarna za policijo.
policijo, v prihodnosti pa še za občinsko gasilsko poveljstvo in civilno zaščito. Zgornja dvorana pa bo nudila možnost za srečanje, izobraževanja in tudi za ostale dejavnosti. Novo dvorano so v Dubrovniku že preizkusili v času mednarodne konference, ko so se stankovali predstavniki osnovnih šol Pomurja in Centra za socialno delo. Želim si, da bo ta stičišče vseh tistih, ki rabimo normalne, ustrezne pogoje za delovanje vseh na področju zaščita in reševanja. Ker smo obmejna in narodnostno mešana občina oziroma območje, si želimo operativnega sodelovanja s sosednjimi kraji na Madžarskem. Saj je to edini način varovanja in zaščite prebivalstva z obeh strani meje. Nudimo pa tudi možnost uporabe prostorov Rdečemu križu in Slovenski vojski ter veteranom, kolikor bo to potrebno. Tudi zato, ker smo bili deležni pomoči Slovenske vojske ob poplavah leta 2014. V času COVID-19 pa je ta novi objekt nudi možnost množičnega testiranja za vse občane in tudi širše. Dvojezična občina Dubrovnik postaja turistično območje. Po zaslugi aktivnega in dobrega dela našega Zavoda za okolje in turizem z Bukovniškim jezerom in Tropskim vrtom. Zato bo ta objekt lahko nudil tudi prostore za turistične namene, za izobraževanja, poleg že obstoječih prostorov kulturnega doma, Centra rokodelskih dejavnosti in dvojezične šole. V tem času smo uspeli skupaj nabaviti tudi rabljeno vozilo in namestili sodobno sireno, ki smo jo dobili od Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije. Iskrena hvala in danes ste jo že slišali, je pa zanimivo, da nam sodobna tehnika omogoča ne samo, da čujemo zvok sirene, lahko pa si tudi zaigramo ali celo glasno pošiljamo sporočila v celotni vasi. Človek skozi življenje, kljub temu, da je samostojno bitje, rabi pomoč, rabi oporo. In ena od teh pomoči je sigurno pomoč gasilcev, civilne zaščite, zdravstva, policije, organov varovanja. Sigurno se o tem razmišljali zelo odgovorni tudi takrat naši predniki, ki datira iz leta 1280, ko se je prvič uradno omenja Dubrovnik kot sejemsko mesto, Dobronak je mezega zdravarišče. Oziroma pred 130 leti, naslednje leto bomo slavnostno obeležili tudi to častitljivo obletnico. Leto 2021 je tudi zaznamovano z 30 let samostojne domovine, samostojne države Slovenije. Bodimo srečni in ponosni, da še kljub nekaterim žalostnim primerom danes lahko živimo v svobodni Sloveniji. V Žitkovcih smo dolgo leta imeli karav. 3 let nazaj smo imeli policijsko postajo in za časa vojne v letu 1991 smo imeli oddelek vojne policije in danes smo slovesno namestitvijo spominska obeležja in s predstavitvijo knjige o takratnih orožnikih, miličnikih in današnje policije, kjer smo lahko dejansko doživljali vse to, kar se je dogajalo v preteklosti. Imamo zdravstveno postajo in lekarno, torej veliko razlogov, da smo kljub epidemiji ali nesrečni človeška današnjega časa lahko mirni in upajoč na boljše in zdrave čase. Domač pregovor še kako drži. Pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal. Res je, spoštovani prisotni. Najprej si moramo poskrbeti za svojo osebno varnost, za svoje lastno zdravje, biti odgovoren in na tak način pomagati sebe in svojim najbližjim ter celotni družbi. Tega se še kako zavedamo v naši majhni, obmejni in dvojezični občini Dubrovnik, ker ne samo, da se tega močno zavedamo, ampak tako v sožitju, strpnosti skupaj živimo in ustvarjamo Slovenci, Madžari, Romi in tudi vsi ostali narodi in skupnosti. Spoštovani predsednik prostovoljnega gasilskega društva Dubrovnik, spoštovani poveljnik civilne zaščite, spoštovani poveljnik občinskega gasilskega poveljstva, spoštovani pripadniki slovenske policije, predvsem pa vi, mlade gasilke in gasilci. Ravno vam in vašim naslednikom smo želeli zgraditi ta prekrasen objekt.
Iskreno si tudi osebno želim, kako sigurno tudi vsi mi, da tukaj ustvarjate svoje pozitivne ideje, da bo ta prostor namenjen resnično poslanstvo, pomoči, reševanju najbližjim, predvsem pa druženju. Vaše in naše skupno poslanstvo je odzvati se na pomoč vsem, ki so te pomoči nujno potrebni. Zato je še kako potrebno, da vi mlade dajete dober zgled tudi tistim posameznikom, ki so žal v zadnjem obdobju močno nagajali. Verjamem, da jim je sedaj mogoče celo žal, ampak čas teče naprej in ponosen sem na vse vas, spoštovane tovarišice in tovariši gasilci, da smo bili sposobni tudi v takem obdobju stopiti skupaj. Iskrena vam hvala. Ob koncu mi dovolite, da se še enkrat iskreno zahvalim vsem in vsakemu posebej, da ste verjeli v ta projekt, da ste ga podpirali in sodelovali kot ideje pa do današnjega dne. Novi prostori potrebujejo še ustrezno opremo. Župan Kardinar ob tem upa, da bodo deležni čim večje podpore s strani države. Čaka pa nas seveda še nadaljevanje v opremljanju, ki pa upam, da ne bo tako dolgo in da bo podpora države, predvsem gasilcem, malo bolj prijazna in radodarna. Prvi znaki tega seveda še kažejo. Seveda pa občino čakajo že naslednji projekti v naslednjih letih, ki bodo močno zaznamovali razvojno pot in poslovno strategijo s ciljem zagotavljanja kvalitete življenja občank in občanov in zagotavljanja tako zaželenih tudi novih delovnih mest in da ohranimo še zelo potrebna delovna mesta in da bo občina živa in poseljena.